Lahko slike vstaviš tako, da imaš posamezno sliko ali pa galerijo slik. Pač odvisno, kaj ti pride prav, in v tem videu ti pokažem, kako lahko narediš galerijo. Galerijo lahko vstaviš v posamezno stran ali pa prispevek na popolnoma enak način, tako da ti pokažem zdaj tukaj na strani. Klikneš na plusek, kjer dodajaš bloke, lahko je ta plusek desno ali ta plusek levo zgoraj, popolnoma enako, in napišeš galerija. Prikaže se ti ikonca, klikneš in doda se ti galerija. Potem pa imaš dve možnosti, ali galerijo naložiš iz računalnika slike ali pa jih izbereš v knjižnici. Jaz recimo jih imam že v knjižnici. V tej knjižnici so zmeraj vse slike, ki so že bile naložene na spletno stran, lahko na kakšni drugi podstrani ali pa v kakšnem prispevku. In potem samo pokljukaš, torej izbereš, katere fotografije želiš imeti v svoji galeriji. Potem klikneš ustvari novo galerijo in prikaže se ti ta nova galerija. Tukaj lahko potem spremeniš z funkcijo, pač, da klikneš in pa potegneš in pa spustiš fotke in jih razvrstiš po vrstnem redu, ki ga želiš. Potem lahko dodaš še kakšne napise, ki se potem prikažejo lahko odvisno od tvoje teme in pa prikaza, tudi zraven fotke. Tukaj lahko potem, če katera fotka ti več ni všeč, jo lahko tudi odstraniš. Če želiš dodati v galerijo, lahko tukaj klikneš dodaj v galerijo in dodaš še dodatne fotke. Če klikneš na posamezno fotografijo, se ti zraven prikažejo še dodatne nastavitve. Kar ti kot zmeraj seveda tudi tukaj priporočam, je, da dodaš nadomestno besedilo in pa naslov fotografije. Ta naslov fotografije zelo ni primeren. Tukaj pri naslovu in nadomestnem besedilu je zmeraj fino, da uporabljaš ključne besede oziroma da opišeš, kaj je na fotografiji. Potem, kar bi še opozorila, kar je tukaj lep primer, kako se ne dela, je tudi poimenovanje fotografije. Vidimo, da je poimenovanje kar nekaj. Tukaj te vabim in ti priporočam, da bo Google bolje indeksiral pač tvoje strani, je višje uvrščal, da tudi poimenovanje same fotografije, torej to ime pred .jpg, vstaviš neko ključno besedo oziroma nek opis brez presledkov, šumnikov in pa kakih čudnih znakov. In ko potem tukaj dodaš nadomestno besedilo in naslov za posamezno fotografijo, klikneš vstavi galerijo in galerija je vstavljena. Potem pa imaš še dodatne nastavitve, in sicer, ko izbereš posamezni blok, imaš tukaj pod blok za vihkom še dodatne nastavitve, kjer lahko izbiraš, koliko stolpcev bo ta tvoja galerija imela. In izbereš lahko, ali so slikce obrezane, tako da bo galerija pač zelo taka bolj lepa, ali ne želiš, da so obrezane in bo pač vsaka fotografija v tistem formatu, ki pač je naložena. Poveži na, lahko tukaj izbereš na stran priponke ali pa na predstavnostne datoteke, torej kam želiš, da ob kliku na posamezno sliko kaj se odpre, in pa izbereš velikost slike. Predogledna sličica je najmanjša in pa največja velikost je največja. Potem kliknemo še posodobi in tvoja galerija je že vstavljena.